Živijo, jaz sem Ul, dobrodošli na Slovo na Easy. Jaz tukaj razlagam slovo na Easy. Očitno vam karate pogrešam. A se vam je že kdaj zgodilo, da niste vedeli, kdaj napisati lep avto ali pa lepi avto? No, meni osebno se je, pa verjetno nisem edini. Zato bomo danes to razčistili. Šli bomo skozi določno in nedoločno obliko pridevnika. Saj veste, kaj je pridevnik, a ne? Če ste slučajno pozabili. Pridevnik je beseda, s katero opišemo osebo, stvar ali pojem. Na primer, rdeč, bel, pol imamo topel, mrzel, prvi, drugi, moj, tvoj in tako naprej. Ampak danes ne bomo šli skozi vse pridevnike, šli bomo samo skozi določno in nedoločno obliko pridevnika, ker ostali nas danes niti ne zanimajo toliko. Okej, kar začnimo. Kaj vam pride na misel, če rečem lep, nov, majhen, to so lastnosti, ja. In če pridevnik opisuje lastnosti, je logično, da je to lastnostni pridevnik. Vprašamo se pa, kakšen. Torej, lastnostni pridevniki so pridevniki v nedoločni obliki. Zdaj, ko smo zaključili z nedoločno obliko, gremo še na določno. Jaz vam bom zdajle povedal definicijo, ki je zanimiva, lepo povedano, torej poslušajte. Lastnostni pridevnik rabimo vrstno. To je to, ne hecam se, dobesedno samo to sem našel. Ampak, jaz vam bom to razložil zdaj na Easy in seveda s primerom. Torej, predstavljajte si, da imam na dvorišču 5 avtomobilov. Škoda, ker jih res nimam, ne bi bilo to hudo. Ampak, če bi imel 5 avtomobilov, bi en od njih definitivno bil Tesla. In vsi vemo, da je Tesla lep avto. Zato sem napisal, Tesla je lep avto. In če jaz nadaljujem, lahko rečem oziroma napišem, vzel bom lepi avto in vsi bojo vedeli, da govorim o Tesli, ker sem že prej povedal, da je lep. In to smo v bistvu vzeli lastnostni pridevnik lep in ga spremenili v vrstni pridevnik lepi. Simple, gremo še na nov. Torej, če bi hotel si kupiti nov avto, bi to bil Lamborghini. Torej, jaz bom rekel, Lamborghini je nov avto. In če nadaljujem, vzel bom novi avto. In bojo vsi vedeli, da govorimo o Lamborghiniju. Gremo pa še tukaj za majhen. Kjer avto je majhen? Smart je majhen avto, torej rečem, Smart je majhen avto. In če nadaljujem, vzel bom mali avto, pa bojo vsi vedeli, da govorim o Smartu. Tukaj spodaj pa vidite verjetno nek face iz McDonald'sa, ki ima tlele tlele ima pa v bistvu las. Začel bom z lasom. To ni las, ampak je črka I. Ta črka I je tukaj zaradi tega, ker predstavlja črko I, ampak predstavlja pa tudi ednino. To M pa ni M od McDonald'sa, ampak so brki. Torej, to naj bi bil moški, v ponedeljek si je brado postrigel, ko so frizerji odprli. Tukaj je pa še imenovalnik in tožilnik. Kaj s tem hočem zdaj povedati? To bo slišati kar raketna znanost, ampak pol kasneje bom razložil. Če imamo moški spol v določni obliki pridevnika in sklanjamo v imenovalniku in tožilniku in je v ednini seveda, vedno damo končnico I. Vem, da je to zdaj bilo slišati kar raketna znanost, ampak dovolite mi, da razložim. Vzel bom primer lepi avto, na primer. Vzel bom primer lep avto. Torej, če ga sklanjamo v nedoločni obliki pridevnika, imenovalnik kdo ali kaj, lep avto. Normalno, ne? Če ga pa v določni obliki pridevnika, ga pa sklanjamo v imenovalnik kdo ali kaj, lepi avto. Ste slišali I? Malo težje bi ga ne slišali. Isto velja za tožilnik, torej vzel bom spet lep avto. Koga ali kaj, najprej v nedoločniku, koga ali kaj sem videl, lep avto. Zdaj pa še v določni obliki, koga ali kaj sem videl, lepi avto. Že spet ste slišali I, ker je pomemben. Imamo pa tukaj spodaj še punčko pa sonce. Okej, punčka je ženski spol, to je jasno, sonce je pa srednji spol. Kaj s tem hočem povedati? Da srednji spol in ženski spol ostaneta končnici isti, se ne spremenita. Evo, zdaj mi pa dajte malo časa, da uredim tablo, pa bomo imeli še par posebnih primerov. Evo me, sem že nazaj. Kot vidite, se tabla kar precej spremenila, ampak naslov je pa ostal enak, kar je pa pomembno. Na vrhu imam 3 različne oblike, imam 3 različne načine uporabe nedoločne oblike pridevnika. Prvi primer je lastnostni pridevnik. To smo ga že prejle
zelo natančno obravnavali, zdajle bom samo par primerov rekel. Torej, to je lep, nov, majhen, grd, tako naprej. Drugi primer je beseda vsak. Kaj je v bistvu to posebnega pri besedi vsak? Vsak pridevnik, ga napišemo za besedo vsak, je v nedoločni obliki. Kaj to pomeni, bomo v bistvu zdajle na hitrico v primeru dal. Vsak nov dan, vsak hiter avto, ne vsak hitri, vsak hiter, brez i-ja. In še tretji primer je pa prva omemba. To uporabimo, kadar prvič omenimo stvar oziroma prvič opišemo lastnost od stvari. Torej, Tesla je lep avto, lep je v nedoločni obliki. Lamborghini je nov avto in tako naprej. Evo, zdaj, ko smo zaključili z nedoločnimi oblikami, gremo še na uporabo določnih oblik pridevnika. Tehle je pa 6, torej kar začnimo. Prvi primer se imenuje lastnostni pridevnik v vrstni obliki. To smo prejle uporabili oziroma smo opisali v prvem delu filmčka, torej zdajle bom dal sam primer. Lepi, novi, hitri in tako naprej. Drugi primer se imenuje vrste stvari. Torej, če je kruh narejen iz rži, se imenuje rženi kruh. Če je sladoled narejen iz čokolade, je čokoladni sladoled. Navadna žlica. Pol tretji primer je kazalni zaimek ta. Torej, ta suhi škaf, ta lepi ptič, ta lepi telefon in tako naprej. Četrti primer se imenuje posamostaljena beseda oziroma posamostaljene besede. To je takrat, ko pridevnik uporabimo kot samostalnik. Torej, tukaj imam, če je nekdo dežurni učenec, ne rečemo vedno, da je dežurni učenec, ampak rečemo, da je dežurni, pa bomo vsi vedeli, da je to dežurni učenec. To je neke vrste okrajšava. In še tukaj predzadnji se imenuje svojilni pridevnik. Torej, to je novi avto, Aleš je novi Defender, Land Rover je novi Defender in tako naprej. Še ta zadnji je pa v bistvu ga uporabimo takrat, ko pridevnik uporabimo v lastnem imenu. Medvedji vrh je zaradi tega, ker je to en primer. Imamo pa tudi Medvedji dol. Pol imamo še Napoleon III. In Aleksander Veliki. Evo, to je to. Če imate kakšno vprašanje, mi jih napišite na mail, ke ga bom dal spodaj v opis. Spodaj v opis bom dal tudi vse primere pa vprašanjca, ke so bile tukaj. Če bi všečkali ta video, bi bil ful vesel, če bi se pa naročili na YouTube kanal Slow and Easy, bi pa jaz kar vzklikal od sreče. Hvala, ke ste si ogledali ta video in čau!